na koncu imamo še načine navezovanja v besedilu, tudi ta naloga je zelo pogosta. In sicer, ko pišemo recimo besedila, se bi radi izognili ponavljanju ene in iste besede in to lahko naredimo na več različnih načinov. Ko imamo besedilo, moramo najprej poiskati nanašalnico. Nanašalnica je tista beseda, na katero se bomo v nadaljevanju nanašali. In če malo pogledamo to besedilo, slovenščina je lokalni jezik, govorijo približno 2,5 milijona govorcev v Sloveniji, zamejstvu in izseljenstvu, v svetovnem merilu in tako dalje. In hitro ugotovimo, da je torej nanašalnica oziroma ta glavna beseda slovenščina. In zdaj nas bo torej v nadaljevanju zanimalo, na kakšne načine je dejansko ta nanašalnica, torej slovenščina, poimenovana. Za navezovanje v besedilu lahko uporabljamo teh 6 načinov, torej lahko gre za dobesedno ponovitev, da ponovimo slovenščina, to pomenko, recimo slovenščina, naš materni jezik, z nadpomenko, podpomenko, z osebno glagolsko obliko ali z glagolom, vzajemljanjem, to pomeni, da se na njo nanašamo ali z osebnim ali kazalnim zaimkom, recimo ona, ki ali s parafrazo. In zdaj, če pogledamo torej to besedilo in skupaj rešimo to nalogo, kar se tiče nanašalnice in naveznika, torej ugotovili smo, da je nanašalnica slovenščina in zdaj nas bo v nadaljevanju v posameznem stavku zanimalo, na katere načine torej se lahko na njo navezujemo. Govori jo, torej njo, slovenščino, to je primer navezovanja s pozajemljanjem, se pravi, gre za zaimek, njo. Približno 2,5 govorcev v Sloveniji, zamejstvu in izseljenstvu. To je to, tu ni nobenega več podatka o navezovanju na slovenščino. Potem, v svetovnem merilu seveda nima velikega vpliva, kdo nima vpliva, slovenščina. In to je primer nanašanja z osebno glagolsko obliko. Pa vendar ga ima. Kdo ima zdaj ta velik vpliv? Zopet slovenščina, zopet bi lahko recimo počrtali in gre za primer torej navezovanja z osebno glagolsko obliko, torej z glagolom se mi nanašamo na slovenščino. Iz nje so v tako rekoč vse svetovne jezike prevzeti nekateri krasoslovni izrazi, na primer dolina. Iz nje, nje, na kaj se nanaša ta nje, iz kod so zdaj prevzeti ti izrazi? Ja, iz slovenščine. Torej imamo zopet en način navezovanja in sicer v tem primeru gre zopet za navezovanje z zaimkom, se pravi s pozajemljanjem, iz nje. So tako rekoč vse svetovne jezike prevzeti nekateri krasoslovni izrazi, na primer dolina, tukaj nimamo več nobenega primera navezovanja. Potem imamo pa še zadnji stavek, slovenščina je eden od uradnih jezikov Evropske unije. Slovenščina, gre torej za dobesedno ponovitev, še enkrat, torej slovenščina, je eden od uradnih jezikov Evropske unije in potem še nazadnje, za svoj jezik smo odgovorni predvsem sami. Torej še en način pozajemljanja in sicer v tem primeru gre za nadpomenko, pravi za svoj jezik, ker v bistvu bi lahko govorili več različnih jezikov. Skratka, torej gre v tem primeru samo za to, da vidimo, da se lahko na različne načine sklicujemo na eno nanašalnico. In vedno morate recimo tudi v maturitetni poli izpisati nanašalnico, se pravi, torej to je beseda, na katero se bomo mi v nadaljevanju nanašali, in pa navezniki, torej različne načine navezovanja.